Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijazno pozdravljeni ob spremljanju današnje oddaje Župan z vami. V mesecu septembru praznuje praznik občina Žalec, zato je v naši družbi župan Janko Kos. Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli. Lepo pozdravljeni, lep pozdrav gledalkam in gledalcem VTV. Še vedno preživljamo poletje. Kako ga preživljate v vaši občini? Ja, pač še ta zadnji val vročinski nekako preživljamo. Problem je voda, suša, ker še tisti, ki imajo zdaj bazene, jih ne smejo polniti, pa ni priporočljivo preveč vode troši. Drugače pa povsem normalno stvari potekajo. Zdaj smo imeli nekaj dežja v zadnjem času, tako da so se glave skladile, narava se je malo osvežila, je prav pasalo. Upamo, da ne bo kakih neurij, pa bo, mislim, da vse normalno. Je že tak suša do zdaj naredila dovolj škode. Vedno narava poskrbi za neko ravnovesje. Na eni strani ste omenili suša, na drugi strani pa neurja s točo. Ja, že junija nas je presenetila toča, seveda z nalivom, z neurji. Zdaj so take vremenske spremembe, da sploh ne zna deževati nekako več normalno. Nekaj cest, bankin nam je poškodovalo. Ravno prej se trudiš, narediš, pa ti zopet vse odnese. To že v začetku junija, posebej ta severni del občine, Šempeter, Kale, Ponika, del Galicije, Petrovč, so kraji utrpeli kar precej škode na komunalni infrastrukturi, tudi na kmetijskih predelkih, pa potem nas je obiskala toča še 16. julija, pa 17. augusta, ampak zdaj bolj kot pa sama toča, neurja, škoda po viharju, je problem suša. Niti stari ljudje, niti strokovnjaki ne pomnijo take suše. Tako da imamo precej škode na kmetijskih predelkih, na hmelju, na travinju, na koruzi, na sadju. Komisije dela na terenu, ocenjuje škode. Ni dobro. Letos bojo kmetje imeli kar veliko škode, se pravzaprav smilijo se mi tudi ljudje, ki so na svojih vrtovih utrpeli precejšno škodo, vendar niso od tega, bi rekel, življenjsko odvisni, ni pa prijetno. Imate posebno komisijo, ki si ogleduje teren, popisuje škodo? Imamo. Bila je komisija že na terenu, zdaj prag republiški smo presegli, tako da komisije po Sloveniji ocenjujejo škode. Škoda različna, odvisna pa od lege, od poljščine, od zemlje, kakšna je, od podlage, takšna je tudi škoda. Je pa čas še, da nosilci kmetijskih dejavnosti prijavijo škodo do 23. septembra, tako da tisti, ki še ni prijavil, lahko škodo še prijavi. Tisti, ki se s tem ukvarjajo, točno vedo, na koga se treba obrniti, pa vseeno, mogoče podatek, na koga? Na občinsko svetovalno službo ali na naš urad pristojen svetovalki za kmetijstvo na občini Žalec. Hmeljarstvo. Kakšna bo letos letina? Kaj pravijo hmeljarji? Slabša od povprečne, ocenjujejo za tretjino nižja kot običajno. Zdaj je nekaj več dežja, pravi avgust hmel da ali ga pa vzame, in če ne bo vse to vreme zdaj v avgustu naklonjeno, menim, da bo izpad pridelka manjši. Dobro, da ni bilo še več viharja, padla je sicer ena žičnica v Taboru, betonska, ampak upam, da bo pri tem tudi ostalo. Kdaj se začenja tista glavna obiralna sezona? Ja, kot vsako leto, okrog 15. augusta se vedno začne zgodne sorte, z goldikom začnemo, pa potem po vrsti tam do 12. 14. septembra, in potem je gola naša dolina, čist povsem spremeni podobo, naredi se hmeljarski likov, hmel je v vrečah, kmetje pa razmišljajo, ali bojo dobro ali slabo prodali letino. Dobro je, če imaš dobre predpogodbe, po katerih prodaš po večletnih pogodbah hmel, nekaj pa dobro imeti kakšne viške, ki jih potem po ekstra malo višjih cenih prodaš, če gre. Gospod župan, ob koncu te sezone vedno pripravite tudi različne prireditve. Bo tudi letos tako v središču Žalca? Vedno. Čez dalje več je pri nas prireditev. Zdaj to moreče vzdušje po covidu je menda minilo. Sicer strašijo, da se covid vrača.
v jeseni, vendar ne s tako intenziteto, kot do zdaj. Malo smo se z njim, s covidom, že tudi sprijaznili, znamo z njim sobivati, od tega vraga premagati, tako da se tudi druženja, prireditve vračajo v tiste normalne okvire pred covidom. Mi smo imeli Krigl Fest, 3-dnevno prireditev, zelo dobro obiskano, v 3 dneh se je zvrstilo 5000 obiskovalcev. Tudi zdaj bomo imeli srečanje fontan, cel kupenih prireditev tekom poletja, potem pa zaključek z Oktoberfestom, z vsakoletno tradicionalno prireditvijo. Pridite v Žalec. Žalec ni daleč, dobimo se pri fontani, kot mi pravimo, pa nihče ne pravi, da ni dobro, da ni lepo. Ko ste ravno omenili COVID, zdaj smo se ljudje nekako naučili živeti z njim, pa vseeno me zanima precepljenost v občini, obolelost, najbrž spremljate te podatke tudi, ki vam jih posredujejo iz zdravstvenega doma Žalec. V prejšnjem obdobju smo to spremljali vsak dan natančno. Zdaj pravzaprav bolj od strani spremljamo te podatke, veseli nas, da je vsaj v uradnih podatkov v tisti, ki so na intenzivi in tisti, ki so umrli za covidom ali pač to gre za pridružene bolezni, sorazmerno malo. Menim pa, da vseh podatkov o vseh niti nimamo. Marsikdo je v tem času bil na dopustu, pa potem ugotovil, da je vmes preživel covid, pa verjetno niti ni koristil dopusta, niti ni uvestil delodajalca, tako da menim, da je obolelih za covidom še več, kot kažejo statistični podatki, vendar gre za predhodno precepljenost, gre za odpornost in gre tudi za zmanjšanje moči različnih mutantov covida. Ob vsakem občinskem prazniku je prav, da naredimo oceno poslovanja investicij v občini od minulega občinskega praznika do letošnjega in župan, če se dotakneva lanskega leta 2021 in letošnjega večje investicije torej v občini Žalec. Ja, kar nekaj je bilo večjih investicij na področju gospodarstva. Vedno menimo, da je potrebno dati posebno pozornost gospodarstvu, ta je osnova potem za vse ostalo, za razvoj občine, zato pospešeno gradimo komunalno infrastrukturo v obrtni coni Arnavski gozd 3, gradimo tudi ostalo komunalno infrastrukturo, vodovod s pomočjo republiških, evropskih sredstev. Lotili smo se že dolgo, rekel, degradirane cone v Hramšah, ker je bilo precej vikendov, ki niso imeli komunalno infrastrukturo urejeno, tudi ne ustreznih dovoljenj, pa je bilo treba to urediti. Lotili smo se sanacije, rekonstrukcije mostu v Libojah, dogradili smo ali pa smo šolo prvo osnovno šolo v Žalcu, ki je pokala po šivih. Žalec ustvarja zaposlitvene možnosti, čez dalje več gospodarskih objektov se širi, umešča svoje objekte v prostor. To pomeni, da je več ljudi zaposlenih, več ljudi prihaja v Žalec. Žalec ima eno tako dobro geostrateško pozicijo, je atraktiven za bivanje, zato so tudi privatni investitorji pospešili individualno stanovanjsko gradnjo, blokovno gradnjo in potem mora na to se odzvati tudi občina z gradnjo vrtca, z gradnjo šol, z ostale infrastrukture, da lahko pariramo. To so pravzaprav slabše, sladke skrbi, to je naložba za prihodnost. Kar nekaj večjih odsekov cest, pločnikov, razsvetljave smo naredili v občini v preteklem letu. Pazimo, da dobi vsakdo nekaj, da se uravnoteženo postopoma razvijajo vse krajevne skupnosti v občini, da ni samo ena krajevna skupnost, pa potem ostale čakajo in pa postopoma vse. Menim, da zasledujemo en cilj, ki smo se ga zadali že pred leti, je pa odvisno od uspešnosti na razpisu vseh, od evropskih sredstev, pa od nasploh ostanka sredstev, kar pa je problem, ker vedno pridejo kakšni nenapovedani stroški, kot že prej
vlaganje v lokalne vodovode, ko presahne, kje je voda, ali sanacija zadev po kakšnih neurjih in ti odnese v trenutku nekaj 100.000 evrov, pa ti za to zaustavi kako investicijo, ampak tako je življenje, tega smo že navajeni. Ste pa pri evropskih razpisih precej uspešni, kar zadeva pridobitve denarja in sredstev. Ja, trudimo se, da bi bilo tega še več. Seveda smo dobili denar tako za poslovno cono Arnovski gozd, 1.850.000, pa prej za poslovno cono Vrbje, približno 830.000 evrov, pa za poslovno cono Žalec, južno od železnice, 550.000 evrov. Bili smo veseli tudi sredstev na razpisu za širitev šole, kot sem že prej povedal, v Žalcev 432.000 približno sredstev smo dobili. Na fundaciji za šport se prijavljamo na razpisi za sanacijo ali pa posodobitev različnih športnih objektov. Ja, kar na nekaterih razpisih smo uspešni, pridobimo kar nekaj milijonov evrov sredstev vsako leto, vendar mi bi želeli še več in še več, ker so potrebe čezdalje večje. Čakamo na novo finančno perspektivo. Verjamem, da bo država uskladila partnerski sporazum z Evropsko unijo čim prej, da potem pridemo do operativnega programa ali enega ali dveh ali treh. To je zopet stvar pogajanj, kar bo osnova za sprožene mehanizmov za črpanje evropskih sredstev iz CTN, dogovora za razvoj regije LAS-a in vseh podobnih projektih, kar smo že vajeni, samo treba se je dogovoriti, treba je čim prej začeti, ker ta perspektiva 2020-2027 že kar stopa v 2 leti svojega obstoja in bomo nekoč v časovni stiski in se lahko potem postavi vprašanje, ali bomo sploh v stanju počrpati sredstva, ki so nam na voljo. Zdaj zelo dobro sodelujete z sosednjimi občinami. Če tukaj izpostaviva podpis pogodbe oskrbe s pitno vodo v Savinjski regiji. Ja, to je pomembna pogodba, ki omogoča oskrbo za zadost veliko količino kvalitetne pitne vode v vseh 6 občinah Spodnje Savinjske doline. To je projekt težak preko 5 milijonov evrov v 3 sklopih po vseh 6 občinah. Mi smo 21. junija lanskega leta dobili odločbo o dodelitvi sredstev, potem malce izvajali pritiske na vlado, ker ni nikakor prišlo do podpisa pogodbe. Smo podpisali pogodbo malo pred volitvami in zdaj čakamo na to, da koristimo sredstva. Problem je v tem, da izvajalci povišujejo svoje ponudbene vrednosti in dobro, da smo mi lani potem takoj izvedli javno naročilo, dobili izvajalce še po normalni ceni, seveda zdaj izsiljujejo s predlaganimi višanimi cenami zaradi povišanja vhodnih materialov. Če bi takrat ne bili takoj pristopili, bi verjetno danes bili razpisi izvedeni z mnogo višjimi ponudbenimi cenami. Je pa dejstvo, da mi denar zalagamo. Do države pravzaprav še nismo do zdaj dobili plačan niti ene situacije in upamo, da zdaj tako daleč, da ko se uskladimo z Ministrstvom za okolje in prostor, da bojo občine dobile denar povrnjen, ki ga zdaj zalagamo. In problem je lahko v kakšni manjši občini, da bi imela likvidnostno situacijo, ker založi svoj denar, da plača situacijo za izvedena dela, kar je pošteno. Če nekdo izvede dela na izgradnji vodovoda, ne dobi pa plačila. In upam, da bomo z ministrstvom čim prej dogovorili, da dobimo sredstva. Kaj vse pa vključuje ta projekt? To je predvsem vodonosnike, zajetja, posodobitev črpališč, zajeti, cevovode, vodovode in skratka cel sistem izgradnje vodovodnega sistema. Zaključen mora biti do kdaj? Zaključen mora biti v naslednjem letu, obvezno. Torej, če strneva zdaj, kar zadeva oskrbe s pitno vodo v Savinjski regiji, ste zadovoljni? Tu še kaj manjka?
Načeloma smo zadovoljni, oskrba se poboljšuje z kvalitetno, zadostno količino pitne vode, je pa problem v lokalnih vodovodih. Pri nas je tak problem, recimo za Bukoveca, dost kritičen, ker se približno 100 domačij oskrbuje gospodinjstev iz lokalnega vodovoda. Do zdaj je bilo to primerno. Plačevali so sorazmerno v tej skupnosti nizek znesek za vodo, vendar zdaj niso bili zainteresirani, da lokalni vodovod predajo javnemu komunalnemu podjetju. Zdaj pa je nastal problem za zadostno oskrbo, viri so presahnili in potem nastanejo trenja znotraj tega režijskega odbora, kdo je kriv, kdo polni bazen, zakaj nekdo nima vode, in nekako so se zdaj dogovorili z nami, da mi prevzamemo ta vodovod. Zdaj zaenkrat v kritičnih obdobjih celo vozimo z gasilci vodo, za naprej je pa treba seveda ugotoviti, kje poteka, ker ni bil katastrsko urejen ta vodovod, mreža, potem odkupiti zemljišča tam, kjer so zajetja, urediti lastništvo oziroma stavbno pravico tam, kjer je rezervoar, in to je kar nekaj, bi rekel, postopkovnih zadev, potem pa zagotoviti drugo leto proračunu denar, to narediti. Po prvi oceni je to gre za več kot 700 tisoč evrov denarja in potem verjamem, da bodo ljudje zadovoljni, ker bodo imeli dolgoročno urejeno oskrbo z pitno vodo. Voda je osnovna življenjska dobrina in če bo treba prerasporejati denar, bomo najprej zagotovili za vodo pa za socialne programe, pa tudi, če bo potem kakšen pločnik manj, ne bo nič narobe. Malo moraš videti, kaj je prioriteta. No, ravno to sem želela poprašati. Voda, življenjska dobrina, ko se nam zdi samoumevna. Zdaj pa ta suša je pokazala, da temu ni tako. Ja, ni, ne. Moramo biti Slovenci nasploh tako kvalitetno pitno vodo, peremo avtomobile, spuščamo jo v kotliček, zalivamo vrtove, v tujini pijemo mnogo slabo vodo, ustekleničeno, ima vonj po kemikalijah in jo drago plačujemo. Tega se ne zavedamo, da nam to ni vedno in za vselej dano in da moramo te vire čuvati za naše naslednike. In letos smo se prvič zavedli, da je lahko z vodo problem. Mi se moramo tudi dogovoriti, kaj bo z vodo za namakanje. Nič te ne koristi, da so lani kmetje posodobili sistem za namakanje v Spodnji Savinjski dolini v naši občini, v enem delu dobili 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev, 100% upravičeni stroški. Če zdaj imajo težave z odzemom vode, z virom vode, ker so nivo podtalnice in nivo v vodotokih je tako padel, da ne smejo odzeti več vode. Potem ti tudi ta drag sistem nič ne koristi in treba bo narediti en državni prostorski načrt, kjer bomo imeli tudi mokre zadrževalnike, dodatne vire vode za namakanje. Se mi zdi, da se klimatske razmere toliko spreminjajo, da ne bo se nič uredilo samo od sebe. V to bomo morali vlagati. Država, regija, lokalna skupnost in važno je samo, da se ljudje tega zavedajo, da ne bo kar nekaj samo od sebe se zgodilo za to, da bomo imeli dovolj kvalitetne pitne vode na pipi. In še za normalno ceno. Pri nas, v tej regiji, v naši občini, voda ni tako draga, kolikor je vredna. Za marsikaj bi se lahko odpovedali, vodi se pa ne moramo. Če omeniva dva mostova v Kasazah in v Grižah, kako je s tem, s to investicijo? Ja, Kasaze, mi želimo prenoviti, zgraditi nov most proti Grižam. Tudi zaradi poplavne varnosti, ker ob vsaki večji vodi, poplavi, je to eno ozko grlo za velika drevesa, vejevje, kar se tam nakopiči, dodatno zamaši pretočnost in Savinja poplavlja. In zato čakamo, da bi ta most urejevali znotraj
državnega načrta za poplavno varnost in verjamem, da bomo to uredili v sklopu tudi te finančne perspektive v naslednjem letu, 2-3, upam da. Most v Kasazah je pa pravzaprav priprava za novogradnjo tega mosta, ker proti Grižam bomo porušili vse 3 mostove, tudi star železni most in potem zgradili en nov most, da povem kot dimenzije, 111 metrov, 11,4 metre bo širok. Odločili smo se pa na osnovi projektantskih ocen, ker so ugotovili, da je nov most za par 10.000 evrov dražji, kot pa če bi sanirali obstoječe mostove. In če ti nekdo reče, kaj imaš rajši, da ti popravim star avto ali da dobiš čist novega, se verjetno odloči za čisto novega. In takrat bo promet, priznam, in to vemo, nekoliko večji čez Liboje, čez Kasazen, zato je bilo nujno treba zgraditi najprej pločnik in zdaj tudi sanirati cesto in zdaj narediti tudi ta most. Sodeluje tudi podjetje Voc, ker ima kamnolom v bližini in precej obremenjuje to cesto, in občina, ampak to je projekt, ki je težak skoraj 900.000 evrov. To ni majhen zalogaj, tudi za mostove ni vsakdo usposobljen in verjamem zdaj, da bomo v kakšnem mesecu se veselili zaključka del, se mi zdi, da se že kar dolgo vleče. In to so trdni mostovi, bova rekla. Ja, mostovi nas povezujejo, pravi, da gradimo mostove med nami, pa se malo hecamo, v bistvu je pa res. Že prej ste omenili pomembnost poslovne cone Arnovski gozd. Zdaj potekajo gradbena dela v sklopu projekta Ekonomska poslovna infrastruktura v poslovni coni Arnovski gozd 3. Kako je razdeljena zdaj ta cona? Kako so se začeli prvi tisti začetki? Pa kakšen je zdaj interes pri gospodarstvu, gospodarstvenikih? Neverjetno velik interes. Mi smo morali nekoč že odples ta gordijski vozel. Spomnim se času, ko je Vegrad pa Era sta bila lastnik tisti osnovni zemljišč in zemljišča pod hipotekami nikakor ni šlo, no in potem smo se nekako lotili, da je treba začeti tam. In tudi ko smo dobili denar na Eurojackpotu, se zdaj govori, da smo v Žalcu naredili fontano iz tega denarja, ampak smo namenili manj kot 4% sredstev od tistega, kar smo 15% davka od dobitka dobi občina. Nekdo je zadel 28 milijonov, mi smo dobili 4 milijone 236 in potem smo manj kot 4% namenili takrat za fontano, približno 30% smo pa namenili za ureditev poslovne cone v Arnovskem gozdu, prestavitev vrtce, visokotlačnega plinovoda, ker smo se zavedali, da če ne poženemo gospodarstva, industrije, potem ne bomo mogli graditi šol, vrtcev, zdravstvenih domov, ambulant, da rabimo ustvarjati, nekdo mora ustvarjati. Zdaj pa preprosto samo nadaljujemo. Na tem Arnovskem gozdu 3 je bilo razpršeno lastništvo, naredili smo pogodbeno komasacijo, parcele združili, naredili smiselne celote. Nekdo, ki je imel prej zemljo vredno pač kot travnik, pašnik, 5 evrov za kvadratni meter, smo rekli 20-18% daš za skupno infrastrukturo, za ceste, za pločnike, za razsvetljavo, ti pa dobiš 82%, ampak ta zemlja zdaj ni vredna več 5, 10 ali pa 20 evrov, ampak 60, tako je tudi prodajajo. Zdaj pa zadnji, ko pa prodajajo na eni dražbi, sem videl, so jo kupovali tudi že od sklada po 130 evrov. Ker se pa mi zavedamo, da je zemlja draga občina, da investitorji potencialni drago plačujejo zemljo, smo pa mi pridobili evropska sredstva ravno zaradi tega, 1.850.000 sem prej povedal, in bomo zgradili mi, pa s pomočjo lastnih sredstev, komunalno infrastrukturo, da bo komunalni prispevek po kvadratnem metru znatno nižji. Pomeni, če nekdo drago plačal za zemljo, da ne bo potem še dal 50 evrov po kvadratnem metru za komunalni prispevek, ampak bo mogoče dal 20. To je pa prispevek
občine ali pa te države investitorjem, gospodarstvenikom, čeprav menim, da so nekateri zdaj s to prodajo zemlje že malce pretiravali. No. Ampak dobro, mi smo ustvarili pogoje, je to ponudba po povpraševanje. Če je nekdo pripravljen toliko dati za zemljo, pač da, ampak to samo pomeni, koliko je ta prostor atraktiven. 60 km do Ljubljane, 60 do Maribora, upam, da čim prej spacamo še cesto, avtocesto mimo Velenja proti Avstriji, Koroški, in bo potem ta prostor strateško še bolj pomemben. Pomembno je pa to, da ne spuščamo neke, bi rekel, vprašljive industrije, da so to sami, pa bi jih lahko našteval, domači, uspešni podjetniki, od Zagožen, Eko, potem Nivo Eko, pa cel kup Pirh, cel kup naših uspešnih, uglednih podjetij, ki bojo širili svojo dejavnost in že, bi rekel, na našem območju poslujejo, ker mi si nismo želeli enih problematične industrije in zdaj smo že v fazi, ko komu zaradi same narave proizvodne rečemo ne, ali pa zato, ker imamo preprosto že premalo zemlje, moramo komu reči ne. Sem pa ravno zdaj dobil podatek, ko so bili ministri pri nas na obisku 4 v Žalcu, da imamo v Žalcu v Sloveniji največ industrijskih con od vseh občin. Nobena občina nima 22 teh, bi rekel, obrtnih con, ta v Arnovskem gozdu največje regijskega pomena, vse ostale so pa manjše. Ampak ko smo prej naštevali južno železnice, Vrbje, mi imamo, je mogoče še boljše, da je disperzija, da niso vsi v eni veliki coni, ker je to prevelika rana za eno območje. Ko sem s Ponikve par dni nazaj gledal, že samo Lidl mi je po svoje všeč, ampak ko vidiš to veliko obrtno cono z vrha, mi je pravzaprav že na trenutke moteče. Mene kot človeka, ko gledam v to dolino in imam rad, da vidim gozdove, da rad vidim lepo naravo, ampak vem, da je to neizbežno, zato je mogoče ta po eni strani disperzija tudi obrtnih poslovnih con zelo dobra. Na drugi strani je pa zelo uspešna tudi poslovna cona Vrbje. Tudi, zagotovo. Tukaj jo bomo pa delili, mi smo tam zgradili pač parkirišča, obračališča, polnilnice za avtomobile, za motorje, ki na eni strani služi poslovni coni in smo jo tudi uredili, tako da ima sodobnejšo infrastrukturo, boljši dostop, boljšo logistiko. Na drugi strani imamo pa zdaj turistični del, ki ga želimo razvijati, zato smo tudi z lastnih sredstev zgradili postajališče za avtodome z 18 postajališči in zdaj, če smo rekli A pa B, je treba reči C pa D in moramo zgraditi tam bazen seveda z šotorišči, z glampingom, ker je zraven ribnik Vrbje zelo obiskan in tudi se mi zdi, da si tak center kot Žalec, zelo hitro razvijajoča občina, tudi že zasluži en bazen. Zdaj otroke vozimo na plavalno opismenjevanje, v Prebolj, Celje, ne vem kam vse. Kvaliteta življenja je druga. Ne bom rekel, da bomo s tem služili. Vsakdo, ko ima bazen, si kupi pamet in sofinancira ponavadi delovanje tega bazena. Ampak je pa to boljša kvaliteta, boljši pogoj življenja, bivanje za ljudi. So isto kot zdravstven dom. Kaj pa je, če zgradiš boljši zdravstven dom ali pa bolnico? Zaradi tega boš imel večji dobiček, ampak bo pa za ljudi boljše. In to se mi zdi, da tudi moramo narediti v naslednjih letih. To je korak, ki ga treba narediti. Ko ste ravno omenili zdravstveni dom, bova rekla, da je vaš zdravstveni dom Žalec odprl tudi ambulanto v Šempetru, pa nova lekarna je tudi? Lekarna še ni, je pa zaželeno, da bi bila. Direktorica se zelo trudi. V Šempetru so nekdaj pred mnogimi leti že imeli ambulanto in so jo kot urbano središče precej pogrešali. No, zdaj so pa nastopile razmere, vse se mora poklopiti, da imamo ambulanto v Šempetru za svojo zdravnikom, sestro in v prostorih osnovne šole Šempeter. No in zdaj te dni se urejuje še druga ambulanta in potem
Upam, da bomo imeli srečo, da dobijo tudi tam eno dobro zdravniško ekipo, zdravnico, sestro, pa da bomo imeli tam 2 ambulante, to bo pa še boljše za ljudi, za Šempetrane in za vse tiste, ki gravitirajo na ta kraj. Tudi tu je dobra disperzija. Zdravstvene storitve morajo biti čim bliže ljudi. Ne bom rekel, da je to tako kot Berg doktor v Avstriji, ko leta do vsake hiše, do vsake kmetije. Tega ni, ampak je pa vsaj dobro, da nekdo ima blizu zdravnika, da pride k njemu. In da tudi zdravnik pravzaprav ima bliže do svojih ljudi, če mora iti na teren. To je dobro in se mi zdi, da so Šempetrani zadovoljni, jaz pa tudi. Se pravi, tisti, ki še morda nima izbranega svojega zdravnika, bo to zdaj lahko uredil tudi, manj čakalni dob? Absolutno boljša možnost, da si bo lažje izbral svojega zdravnika. Če greva zdaj v središče Žalca, vsi poznamo hotel. Kako je zdaj s to zgodbo? Kaj se bo pravzaprav dogajalo s hotelom? Ja, hotel smo kupili zato, ker smo izvedeli, da je hotel gre v prodajo, da bi ga lahko kupil kakšen kupec, ki bi še povečal nastanitvene kapacitete za različne tuje delavce. Ni skrivnost, da nekatera podjetja mrzlično iščejo zaposlene in jih v tem okolju ne dobijo in jih dobivajo iz tujine. Vidim pred upravno enoto, ko stojijo v vrstah ljudje z avtobusom, jih pripeljejo, da jim urejajo papirje za delo. In potem bi lahko mi imeli natrpano v tem hotelu te ljudi, okolico bi uredili in tega si Žalc kot središče mesta ne more dovoliti. Ker poleg hotela je tudi kazino, poleg hotela so parkirišča, čez 60 parkirišč, zemljišča praktično do kulturnega doma. Celo pot, če bi ti nekdo zaprl, ni bila naša med tako zvano Žanom, Mercatorjem in hotelom, bi ti nekdo lahko zaprl dohod do kulturnega doma. In mi smo morali odreagirati, poleg tega pa rabimo prostor za mladinski center, sicer bi morali dograditi prostore za knjižnico, za glasbeno šolo in mi s tem rešimo pravzaprav z eno potezo več stvari. Ne bomo pa nič naredili na hitro, mi smo zdaj v postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, da vidimo, kakšne dejavnosti so tu možne, da celo dejavnost razširimo. Naprimer, da zdaj je dovoljeno izključno hotel, ni pa hostel ali pa kakšna taka dejavnost in je tu treba dati možnosti, da kontrolirane vsebine razširiš in lahko tam umestiš. Poleg tega pa smo naročili idejno zasnovo, izbrali preko razpisa z eno dobro projektantsko hišo, da nam pride z idejno zasnovo, kaj je možno sploh umestiti v to stavbo, vključno, da vidiš, kakšni statični posegi so možni. Nekdo bi želel imeti tam eno dvorano, pa bi kar neki stene porušil, tega seveda ne moreš, dokler ne vidiš, kaj je možno, pa katere dejavnosti so primerne in kompatibilne med sabo. Mi zasledujemo tu javni interes, zato smo tudi to kupili, zato je tam mladinski center, pa hostel, pa imeli bomo razvojno agencijo, pogovarjamo se z Zavodom za poslovanje, je pa interes tudi, že zdaj posluje pralnica, pa ena gospa, ki ima kozmetične storitve. Interes je za razne turistične agencije, za gostinsko dejavnost. Interesa je veliko in pri nas je prišel, ko smo mi to kupili, ni bilo enostavno, ker bil je pod obremenitvami ta hotel, treba je bilo z bankami se dogovoriti, da smo pretežni del kupnine plačali bankam in moraš na tisti dan, ko ugotoviš, koliko si banki dolžan, tudi nakazati, sicer nikoli ne dobiš izbrisa hipoteke, ker si še morda kar vedno nekaj dolžan. Ko smo vse to odpletli, smo dobili ponudbo, da bi lahko mnogo več, a prodate hotel. Smo rekli, mi ga nismo zato kupili, da bi ga zdaj naprej prodali za višjo ceno. Absolutno ne, ker potem zopet nimaš kontrole, ker ga nekdo lahko naprej proda za vsebino, ki ti ne želiš. Mi hočemo te
javno tržne dejavnosti, ki so skladne z idejno zasnovo, z prostorskim dokumentom, in to je središče Žalca. Tu hočemo pa res imeti pod kontrolo. Tu si pa ne bi želeli, da nam natrpajo s kakšnimi tujimi delavci ta hotele, dokler bo župan ne. Se pravi, to potezo je javnost zelo dobro sprejela, ne, da se hotel obdrži. Ja, nekaj vsebin hotela oziroma hostla višjega nivoja zagotovo rabimo, ne pa samo to, ker sej mi imamo v neposredni bližini pri izvozu iz avtoceste imamo A-hotel, še en hotel je na vidiku, da se bo gradil. Poleg tega pa mi na razpisu sofinanciramo za mala podjetja namestitvene kapacitete. Ravno smo sfinancirali za 8 postelj, celo v Bukovici, nekdo dobi 20.000 evrov nepovratnih sredstev, da širi nastanitvene kapacitete. In to je za nas bistveno, da na neke vrste delamo kot razpršeni hotel, da pa mogoče ni vse v Žalcu, da gremo po krajevni skupnosti in kdor je drzen, pa si upa, naredi nastanitvene kapacitete, pa tam nudi gostom, obiskovalcem, turistom prenočišče oziroma nastanitvene kapacitete. Pa kaj konkretno bo zdaj v tem hotelu, se pravi tudi Mladinski center Žalec, pa knjižnica? Knjižnica je tudi v bivšem Kazinoju. Najprej do konca leta idejna zasnova spremembe prostorskega dokumenta. Ko bo to sprejeto, potem bomo lahko uradno nameščali še ostale. Za knjižnico bomo zagotovo rabili tudi evropska sredstva, verjamem, na kakšnem razpisu se prijavili. Obstoječa knjižnica je medobčinska po Kapušivih, 600 kvadratnih metrov ima, morala bi imeti najmanj 1200. To bo tu na tej lokaciji omogočeno in verjamem, da bomo tudi, direktorica je zadovoljna. To je potreba, ki jo je treba uresničiti. Razširitev glasbene šole? Glasbena šola se mora širiti in če se preseli knjižnica v prostore Kazinoja, potem pa ima tam sodobno knjižnico z dovolj prostora, lahko prostore knjižnice dobi glasbena šola, pa se ni treba širiti na območje funkcionalnega zemljišča, kjer zgubiš zelene površine, kjer zgubiš parkirišča in imaš zopet to urejeno, se preprosto sosednji objekt preseliš in je to odlična rešitev. Bile so variante, da bi naredili zaradi rešitev prostorov Mladinskega centra prizidek k knjižnici. Spodaj Mladinski center, seveda sterilno, ker to za mladim nikoli ni najbolj všeč, zgornja 2 etaže pa knjižnica. 5 milijonov predračunska vrednost. Pa zopet bi del parkirišč zelenih površin morali za to žrtvovati. Zakaj? In to vse za hotel s kazinojem, s parkirišči, za vsem zemljiščem okrog smo dali 1 800 000. Samo, če bi reševali prostore knjižnice in Mladinskega centra, bi dali 5 milijonov. Človek mora kdaj razmišljati zdravo kmečko pametjo. Saj si nisem vse to jaz pogruntal, posvetoval sem se s svojo ekipo, z ljudmi, ki jim zaupam, starejšimi, tistimi, ki so imeli s hotelom opravka, ki so bili zadolženi za elektrodela, za inštalaterska dela v preteklih letih, pa vprašal, kupujemo mačka v žaklo, kakšen je ta hotel, in ko je odločitev dozorela, smo rekli, tukaj ne smemo narediti niti koraka nazaj. To smo naredili. Jaz mislim, da se bo pokazalo, da smo naredili dobro idejo. Župan občine Žalec Janko Kos, vedno v vsaki oddaji z velikim veseljem poudarite, da se vračajo številni mladi iz študija, ki si dom ustvarijo v vaši občini. Omenili ste bližino avtoceste, tako do Maribora, do Ljubljane, pa me zanima, kako je s temi novimi bloki, hišami, je še možnost kje gradnje? Ja, Žalec je zelo atraktiven očitno za bivanje. 2 bloka je privat investitor zgradil, zdaj pridobiva gradbeno dovoljenje še za 2 stanovanjska stolpiča.
in garažno hišo, ker mi bomo dali pogoj, da moraš imeti tudi dovolj parkirnih prostor, nekaj tudi za javni namen, ker to pa je problem. Ljudje nimajo samo en avto pa pol, kot je pri nas standard na eno stanovanje, ampak več avtomobilov po stanovanju, to me malo včasih mori. Zdaj se pogovarja, predlog je, da bi v Žalcu na območju nekdanjega kompleksa Hmeza, da tudi šli v spremembo, so dali pobudo prostorskega akta, kjer bi zopet gradili stanovanja. V Šempetru nasproti Špara smo prodali zemljišče, kjer je predvideno stanovanjsko, poslovni objekti, stanovanje, in ko sprašujem investitorje, ja pa bo to šlo, a je to, ja, pravite, Žalec je pa tako atraktiven, tako blizu avtoceste, da je to poslovno, dolgoročno, se pravi, pametno. Jaz verjamem, da vem, da vsi ne bojo mogli svojih poslovnih, življenjskih, ne vem, priložnosti uresničiti v občini Žalec, kje. Še Ljubljana, Maribor sta premajhna, Celje, in nekateri grejo ven, pač grejo ven, ampak bistveno, da tisti, ki delajo nekje okrog, da se potem vračajo v Žalec, da si tam ustvarijo gnezdo, da imajo hišo, da tam stanujejo. Zato mi skrbimo za dovolj igrišč, za sprehajalnih poti, za dovolj parkovne infrastrukture, starše imaš blizu, ki ti otroke čuvajo, in te pride življenje veliko ceneje. Otroke privabiti nazaj v Žalec. Žalec, in jaz bi rad, da bi Žalec radi imeli, da bi to bilo eno urejeno, lepo, zeleno mesto, in da nam otroci ne bi bežali drugam. In to se nam zdaj dogaja tudi s tem, tudi ti grozdi po 5-6 hišk dobivajo investitorji gradbena dovoljenja. Tisti, ki oportunitetno rajši, da kupi stanovanje v bloku, pravi, bom pa v majhni hiški neki pritlični stanoval. Ja, tudi to omogočamo znotraj, bi rekel, te prostorske zakonodaje. Tako da ljudje, koliko je občina, bi rekel, uspešna. Toliko so uspešni pa zadovoljni ljudje. In ljudje so pridni. Zdaj, mi moramo samo pomagati tem ljudem, koliko se da. Začelo se novo šolsko leto, imate novo ravnateljico osnovne šole? Ja, dozdajšnja ravnateljica ni še potekal mandat, se je odločila, da gre v pokoj, ker ima pač pogoje za penzijo. Razpis je bil in izbrali so novo. Jaz se nisem želel to mešati, je pa vsaka metla, če že ne boljše, pa drugače pometa. In je kar prav vsake toliko časa, da se stvari na novo postavijo. In tako kot zdaj kaže, bo resno zastavila. Šola ima 2 podružnice, Gotovle pa Ponikva. Sama mi je dejala, da so imela eno srečanje, da so to čudovite šole in da bi rada, da bi bili zadovoljni otroci iz podružničnih šol v Žalcu in da bi radi hodili in da bo naredila vse, da bo ta centralna šola žalska upravičila zaupanje kot ena dobra, učeča se, rekel, ustanova. Kako je s cenami vrtca, pa temeljni kamen ste prav danes položili? Ja, mi imamo težave, ker število prebivalcev raste, tudi stanovanje se prodajajo, na eno stanovanje dobiš pa kar skoraj v povprečju še enega otroka zraven, ker kupujejo mlade družine stanovanja. In vedno smo ministrstvu pisali prošnjo, če lahko tiste 3 predpisane kvadratne metre po igralne površine po otroku nam zmanjša na 2,7, 2,8 kvadratnega metra in je bilo nujno, da zgradimo vrtec nov. In zdaj nov vrtec, temeljni kamen, smo postavili 9-oddelčni vrtec, tja prestavimo upravo, tam naredimo eno dvoranco. Kje točno? To je pri Lidlu, Hoferju, za Imposom, tam, kjer bomo, upam, da kmalu imeli tudi oskrbovana stanovanja in tu bo ena sodobna razdelilna kuhinja, ker zdaj imamo včasih problem, ljudje pa radi si naročijo hrano, ali bo to služilo potem za potrebe tudi
zunanih odjemalcev in vse to bo tam možno. Drugo leto za občinski praznik v septembru morajo biti otroci tam, tako imamo pogodbo. Tako da računamo, da od letošnjega praznika do naslednjega se to zgodi in do zdaj nismo bili navajeni, da bi mi pri kakih investicijah imeli probleme. Ne, zakaj bi tu imeli? Mi verjamemo, da bo šlo vse gladko. Z avgustom tudi malo spremembe pri duhovnikih, župnikih. Zdaj, kako je z vašo župnijo? Gotovlje in Griže nimata svojega župnika. Ja, Branko Zemljak iz Gotovlj se je upokojil. On je bil pa res 44 let je bil samo v Gotovljih, res izjemen, tak, kot se reče, dušni pastir, ni se vmešaval v ničesar, skrbel za pastoralo, pa bi rekel za župnijo, vrednote pozitivne, urejeval pokopališče, cerkve vzdrževal. Enako pa v Griža, ker je isto Jože Planinc bil premeščen na Ponikvo, pa Dramlje bo še imel zraven. In zdaj bo žalski župnik imel, Vlado Bisjek bo imel še Žalec, pa še Griže, Liboje, Gotovlje, zdaj ne vem, menda bo dobil enega pomočnika. To najboljše ni, no. Jaz mislim, da mora v tem času, ko smo mi na prepihu močnejših kultur, močnejših vir, skup držati. Cerkvena, posvetna oblast, ker Partljič ima zelo prav enkrat dejal, mislim, da zdaj naprhajajo, zaenkrat, s tanki in puškami nad našo deželo, ne. Prihajajo pa z močnejšim kapitalom, z jezikom, z vero, z vsakršnim vplivom. In če ne bomo tu skupaj držali, nas bo pobralo. To mislim, bo treba kaj narediti. Ne? Če se bomo spotikali, zafrkavali, ne bo dobro. No, tako da jaz pravzaprav te duhovnike, ki so eni taki pošteno upravljali svoje delo in upravljali svoje poslanstvo, jih pogrešam. In kar smo se mi zmenili, je držalo. Drugače si pa želim tako za sebe, ko mi nekdo, jaz to jemljem ne kot slabo, kot dobro, da sem ljudski župan. Jaz želim, da so tudi župniki ljudske, vključno z škofom, da gre med ljudi, da je med njimi, ne moreš biti utojen in to si želim. Če kdo bi to morali, še bolj kot mi župniki, mislim, kot župani bi mogli župniki. Pa vse verjetno tako po eni logiki, župnik pa župan bi morala skupaj držati. In ker ste ljudski župan, greste skoraj na vsako prireditev, če vam le čas dopušča. Tudi bili ste na 70-letnici turističnega društva Šempeter. Jaz sem osnovno šolo v Šempeter hodil. To so izjemni spomeniki državnega pomena, za katere pa država pravzaprav nič ne skrbi. Bi rekel, slaba mačeha. Če ne bi nam turistično društvo tule predano s prostovoljci delalo, pa občina znatna sredstva namenila vsako leto, bi to že začelo propadati. Je pa to tak spomenik, še dobro, da se niso takrat v 1. in 2. stoletju zmislili, da bojo pepel raztrosili. Potem danes ne bi bilo nič, ne bi bilo teh spomenikov. Ne bi to pričalo v zgodovini takratnega časa, pa da lahko to mi usporejali takratno pa zdajšnjo življenje. In tudi ni zdaj koga pravi, da smo po smrti vsi enaki, da bi mogli imeti vsi samo en križ ali en napis. Če ne bi bili eni takrat bogati, pa si privoščili takih spomenikov, verjetno tudi teh spomenikov ne bi imeli. Vsaka stvar je za nekaj dobra. In mi moramo te spomenike ohraniti. To bolj strokovnjaki vejo, kot mi laiki, da je to neprecenljivega pomena. Ampak mi moramo tam narediti, to je vseeno pokopališče, nekropola. Mi moramo tam to narediti neki pokrit, tam se mora nekaj dogajati, rimska glasba, rimski plesi, rimske recitacije, rimski večeri, ker potem bodo ljudje tja hodili, in mladi in stari. Samo neke zgodbe iz rimskih časov poslušati je premalo, na pokopališče hoditi. Več. Zato smo želeli, da nam država da denar, ko imamo en čudovit projekt, da bomo prvič zaščitili te spomenike, ki propadajo, po drugi strani pa, da je tam en prediten prostor, da je ne streha, da imaš obstopni objekt, da imaš parkirišča. To smo želeli, vendar
Z državo je tak, no pač ima svoje poglede. Je pa njihov. SAZU, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je lastnik zemljišča. Spomeniki so last države. Mi pa vzdržujemo siromaki. Zdaj pa, do zdaj smo še nekako dobili neke vstopnine. V času COVID-a je bilo še pa bolj kritično. Prej je bilo 10 000 obiskovalcev, v času korone manj kot 2 000, pa otrok jim ne more skoraj zaračunavati najemnine, pa majhno, ki hodi v osnovnošolske ekskurzije. In je še bolj ta, bi rekel, se pokazala, kako smo goli in bosi, kako nimamo denarja in mi na nek način državo financiramo. Za kakršne neumnosti ta kulturno ministrstvo včasih daje denar, bi za tole zagotovo lahko našli sredstva. Predvsem pa bi bilo dobro, da naredijo en razpis, kjer zvišajo limit, koliko lahko projekte financirajo, in procent sofinanciranja za občino zmanjšajo, kot je bilo nekoč na kakem razpisu, 5–10%. Mi smo se hoteli enkrat priključiti, prijaviti na norveški sklad, seveda, ker je 5%. V 2 milijona je to 100 000 evrov. To občina zmore. Ampak tukaj je projekt 4 milijone evrov parabližničega, pa 10% bi še tudi zmogli. Če pa rečejo, da je to samo 50 ali manj upravičenih stroškov, to pa občina ne zmore. Veste, kak cinizem je to, da nekomu rečeš, da boš dal polovico zraven za Mercedesa, če nima on za enega starega Cliota. In tukaj gre pa za kulturo. To gre pa za tak neprecenljivo kulturno dediščino v tem evropskem prostoru, da se ne smemo zafrkavati. Zdaj se, gospod župan, dotakniva še bolj sproščene teme. Fontana piv, zeleno zlato, kakšna je letošnja sezona, Krigelfest ste imeli, razglasili ste naj piva, obiskovalci prihajajo, so pravzaprav ti 2 leti kar pogrešali to, ne? Pa še ta pozdrav Ave, ne Ave, sem še pri Rimljani, dobimo se pri Fontani. Ocenjevanje piv je pa skupaj z zbornico, gospodarsko, se pravi sekcija živilskih in kmetijskih podjetij, kjer se strokovno ocenjuje slovenska piva. Je logično, če imamo ocenjevanje vinski sejem v Radgoni pa v Ljubljani, je prav, da imamo tudi ocenjevanje piv. Pa kje? Je v Žalcu, ne? Žalec je središče hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, nesporno. Bi lahko 100 razlogov povedal, zakaj, in je bilo všeč, ker je zbornica tu sodelovala in res so sodelovali vsi Kraft pivovarji in tudi Laška, Union pivovarna, in se je videli, kdo za kakšno pivo lahko dobi priznanje. Eno je strokovna javnost, se pravi strokovnjaki, drugo je pa predstavniki, laična javnost, pivoljubci, novinarji. In včasih je zelo zanimivo, ker stroka oceni eno, mi pivoljubci pa čist nekaj drugega. Ampak zdaj bomo to probali še širiti. Jaz jim predlagam zbornici, ker dobivamo predloge iz tujine. Vsaj tam, ko smo pobrateni, Srbija, Hrvaška, Češka, Nemčija, imamo partnerje. Zakaj ne bi še oni sodelovali za svojimi pivi, da bi se mi zmerili v mednarodnem evropskem prostoru, kakšno je naše pivo v primerjavi z ostalimi. Pobude dajemo in nadgrajujemo to zgodbo. Pa še letošnji ambasador je naš Velenjčan, Matjaž Jelen. Odličen je Matjaž. Matjaž se je pa zelo poistovetil s to vlogo, ni mu težko, jaz bi rajši, če bi večkrat prišel na pivo. Smo imeli Krigelfest, prvi dan so igrali šankrokeri in so bili odlični ljudi, 2500 prvi večer, pa potem Dalmatinska klapa, ki je zapela Čebelarja in se tudi našim nekaterim usedla v dušo, da niso peli samo dalmatinske. Fajn je, pri Fontani v zavetju cerkvenega zvonika pa pod 100-letnimi lipami, a ni fajn? In možgane na pašo, nekdo pride tja z dobro energijo, pa še boljšo gre. To je tisto, kar Slovenci rabimo. Ob s polnimi usti se niti skregati ne moreš, ne? Prijetno bo pa tudi jutri, pripravljate osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku. Kdo so letošnji nagrajenci? Ja, 3 ženske. Seveda, ženske so najbolj pridne v tem civilnem delu, dobro.
Božena Svet, to je ena profesorica iz osnovne šole Šempeter, za dolgoletno pedagoško delo, pa ona dela s temi ekipami prve pomoči na teh republiških tekmovanjih, dosega odlične rezultate. Potem je Ivica Skubic iz Lužnice, gasilka, vrtnarka, vse dela za kraj, da je vse urejeno, da se neka vez med gospodarskimi subjekti in krajani, kadar je kaj napeto, da zna malo pomeriti, deluje v svetu mestne skupnosti Žalci, podpredsednica, fajn punca. Vse to so ženske, podpirajo 3 vogale par hiši, pa menda v občini včasih se zdi tudi. No. Tretje pa Marta Rojnik, je pa predsednica Društva kmečkih žena, aktivnosti, koliko češ, pač tradicijo slovenskega podeželja ohranjajo, za kulinariko avtentično skrbijo, obogatijo marsikatero prireditev, pripravljen sodelovati, kadar češ. Kaj dobrega nam spečejo, pa nas potem razvajajo, se kar fajn imamo. Vse 3 dobijo plaketo in si jo tudi zaslužijo, tako da z veseljem jim bom stisnil roko. Bova že zdaj rekla iskrene čestitke. Ja. Je pa prav, da zdaj nekaj besed nameniva tudi vašim načrtom. Kandidirali boste za naslednji mandat. To pomeni, da so občani in občanke zadovoljni z vašim delom. Ja, to bodo še povedali na volitvah. No, pa tako se mi zdi, če bi sam začutil, da nima več energije, ali pa da ne bi mogel ljudem v oči pogledati, da tako nelagodno hodiš po Žalcu, po občini, ne bi več kandidiral. Tako mi pa tudi ankete dobro kažejo, zdaj že dolgo časa nismo sicer naredili, ampak je znotraj tistega, kar sem dobival na prejšnjih volitvah, ali pa še malo več. Kar nekako se dobro pobiramo, rezultate imamo solidne, trudili se bomo še naprej. Za ta mandat imam energije, potem pa razmišljam, bo pa treba začeti vnukom se bolj posvečati, pa kakšnim hobijem. Ta nagajivost, iskrivost, ki jo mora človek imeti v sebi, se mi zdi, da me še ni zapustila, ker nekaj tega more biti, če ne greš rad med ljudmi, če ti to ni neke vrste poslanstvo, potem je škoda, da se lotiš tega. Saj ni vedno lepo. Ampak zadiham pa rečem, vse bo. Zjutraj, ko se odločim, da sem ostal dobre vole, pa si včasih komu rečem, ko me res pritiska, vse me ne bo spravil v slabo voljo, danes ne. Sem se pa že nekaj navadil, izkušenj je kar velik. Zdaj, ko smo se z ministri dobili, že vejo, da sem neugoden sogovornik, ker rečem, jaz nič za sebe nočem. Sej, jaz se ravnam po načelu, moja stranka so stranka občank in občanov. In skupaj nekako, če bomo skupaj delali, vsak za sebe, pa za skupno dobro. Vse, če je veliko za sebe, narediš pa za svoj kraj, pol si za skupnost tudi nekaj naredil. In kar gre. In zdaj, kot sem rekel, bom še en mandat, potem pa definitivno vnuki bo rabili nekoga, ko jih vodi v planine. Ampak nikoli ne recite ne, a ne? To bom tudi tako rekel, za rečenega kruha se največ poje, kaj veš. A se spomnite najnega prvega srečanja v oddaji Dobro jutro? Ja, zanimivo. Ja, dobro zgledate za to klet. Ko smo rekli, župan boste. Ja, to ste pa res rekla. Jaz seveda sem bil za svojimi strahovi. Tudi, ko smo začeli Fontano, ko so vsi pluvali, pa bili toliko nasprotnikov, smo potem vztrajali. Pa sem imel svoje strahove. Vse vedno nisi prepričan. Jaz priznam, da me je kdaj tudi strah. In takrat sem rekel, ja, verjetno bo, se bomo potrudili. Vi ste pa rekli, pa župan, vi boste župan sigurno. No, tako da je za to pa hvala. Pogumno naprej. Kaj boste zdaj, a to ste rekla? Ja, pogumno naprej. To pomeni, da gremo v naslednje 4 leta. Hvala lepa. Hvala. Gledalke in gledalci, to je bila današnja oddaja Župan z vami. Gostili smo župana občine Žalec Janka Kosa in seveda poslanica je vaša. Naj vam služi zdravje, veliko pozitivne energije in kmalu na snidenje. Izvolite. Jaz pravim, kar je dobro za mene, je dobro tudi za ostale, kar je slabo tudi za ostale.
Če ne moram nikomu pomagati, se res trudim, da mu vsaj škode ali krivice po nepotrebnem ne bi naredil. Drugače pa vsem želim veliko pokončnosti, ko padeš, se moraš pobrati. Ene stvari, preizkušnje nas tudi ukrepijo. Verjamem, da nam bojo nesreče, bolečine prizanašale, da bomo, če smo premagali COVID, bomo tudi tole draginjsko krizo, pa tudi tele vojne bodo minile, slabi časi pridejo, pa minjajo. Tako da držimo skupaj in srečno vsem.